super. Se mi zdi, da tako kot je zdaj posijalo sonce, da bomo imeli kar fajn mesto mladih in sem prav zadovoljna. Res. Sploh ta obisk, ne? Ta obisk je odličen. Spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji, sonce sije končno, to je najlepši obet in najlepši pozdrav v mestu mladih. Pozdravljeni vsem skupaj, en lep pozdrav. Mesto mladih. Mesto mladih je načeloma definiran kot festival, ampak v zadnjih 11 letih, odkar se Klub goriških študentov trudi, da bi ta zadnji teden v maju povečal zanimanje za mlade in dogajanje v Novi Gorici, mislim, da je mesto mladih postalo več kot festival. To je že skoraj, bi rekel, že skoraj kultni dogodek. Mesto mladih. Zakaj sploh mesto mladih? Nova Gorica je mlado mesto, saj je minilo le nekaj desetletij, odkar je bilo ustanovljeno. Čez celo leto pa temu mestu vladajo drugi, ne ravno mladi. Zdaj je pa prišel čas, ko mi prevzamemo oblast, za en teden, leto sicer za 9 dni. In vsako leto je rahlo drugače. Vsako leto se nekaj spreminja, vse je odvisno od tima, ki zastavi to mesto mladih. Vsako leto je potrebno en kup truda, en kup volje predvsem in zelo dobra ekipa, s katero se da delati. Letos lahko rečem, da mi je v čast, da sem lahko koordinator takega eventa, kot je mesto mladih. Mesto mladih bo letos, kot sem že omenil, trajalo celih 9 dni. Zakaj 9 dni? Letos smo se odločili, da bomo naredili, da gremo na polno. Ker rečejo dosti krat, če naredimo nekaj malega in dobrega. Samo je pa tako, da ko nekdo dobi nekaj malega in dobrega, bi rad še več. Tako da jaz pravim rajši veliko in še dobro. In smo, po mojem, vsi najbolj zadovoljni. Letos smo si izbrali slogan Greenpeace of Europe. Se pravi, naša barva je letos zelena. Zakaj zelena barva? Zelena barva predstavlja mladost, predstavlja svežino in predstavlja rahlo, ampak ne v slabem pomenu besede, nezrelost. Ker tako, ko smo še mladi, nismo še ravno dozoreli za vse skupaj, ampak se kaže, da dobro dozorevamo in sigurno ne bomo se gnili, ker enostavno zelo veliko delamo in se trudimo, da se v Novi Gorici dogaja. Greenpeace of Europe je tudi zato, ker smo hoteli letos teh 9 dni dati mestu en poseben, tak svež festivalski mir. In da bi vsak, ki se udeleži tega več kot festivala, začutil ta festivalski mir. Mir je seveda relativna stvar, Za nekaterih je mir, da gleda v naravo, za nekaterih je mir, da bere sam knjigo, za nekaterih je mir, da pleše ob 5 zjutraj. Tako da letos smo se res potrudili, da bo vsega veliko in da bo zelo kakovostno. Upamo, da nam bo še vreme preskočilo na pomoč, no sicer danes v zgodnjih popoldanskih urah je bolj slabo kazalo, ampak se je popravilo že pravi čas. No, to bi bilo z moje strani vse in še enkrat dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Super, 11. je Nova Gorica mesto mladih.
Sicer je mlado mesto, ampak ima že 60 let in ni čudno, da imam sive lase. Sem pa zelo vesel, da ta tradicija in ta trud KGŠ-a, ki je vložen v organizacijo te prireditve, ki traja res cel teden, da je, upam, da bo tako kot lani, tudi letos, pa še bolj kot obljubljajo, uspešno izpeljano. Tudi zelena barva je ta prava, mogoče nam bo pomagala ta travnik enkrat spraviti ven z blata in zahvaljujem se KGŠ-ovcem, ker oni niso tisti, ki prižigajo sveče tukaj, ampak pomagajo, da se stvari premikajo na bolje. Jaz obljubljam, da bomo tukaj zasadili drevje in opravili enkrat s to drenažo, da bo Nova Gorica in ta travnik res zelen, ki je barva v tem smislu, kot jo je predsednik KGŠ-a tudi omenil. V mestu Nova Gorica in pa na Goriškem skrbimo za mlade po svojih možnostih, finančnih in organizacijskih. Danes imamo v Novi Gorici 2000 študentov, na univerzi, na fakultetah. To je že tisto, kar nam daje energije, kar nam prinaša mladost, svežino in nova znanja. Gradimo in bomo gradili stanovanja in upam, da se bodo tisti, ki razmišljajo o tem, da bi ostali v Ljubljani, vračali sem, gledajte, kakšno lepo vreme in pogled proti zahodu nas vedno navdaja željo po tem, da bi šli v planine in na morje. Nova Gorica je mlado mesto tudi po vaši zaslugi in hvala vam za to, ta vaš prispevek. Vsem umetnikom, ki ste pa to ustvarili, povejte, kam boste to dali, da bomo občudovali čez celo leto, ne samo teh 5 dni. Hvala lepa in veliko uspeha. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Mladinskega sveta Slovenije. Veliko veselje mi je, da pač mladi izražajo svoja čustva, svoje pomisleke, svoje stvarnosti, kakorkoli že tudi skozi umetnost. Tudi to je pomemben del mladosti. Verjamem pa, da ni samo umetnost vse. Še vedno želimo na Mladinskem svetu Slovenije, da bi mladi se tudi politično udejstvovali, kajti vemo, da prebivalstvo v Evropi se stara, če dalje več je starejših ljudi, če dalje manj mladih ljudi. Tako da to je tudi en pomemben problem, s katerim se bomo v prihodnosti srečevali. Slovenija sicer predseduje Evropski uniji, kljub temu, da smo bili malo skeptični, se mi zdi, da to poslanstvo opravljamo kar dobro, kajti tudi pred enim tednom se je nekako zaključila konferenca, torej mladinski dogodek, kjer so pač se mladi iz cele Evrope zbrali v Sloveniji na Brdu pri Kranju. Prireditve že 11. leto, super, upam, da bo dočakalo evropsko pa svetovno polnoletnost, tako da veliko jih je še pred vami. Menim pa, da oglejte si, udejstvujte se, imate 9 dni časa, sicer ni to zadnjih 9 dni, včasih je bilo to 1 mesec, zdaj je samo 9 dni, ampak verjamem, da je še veliko svetle prihodnosti, kajti samo ne omenim, ko sem prihajal v Novo Gorico, je padel dež, ko se pa mesto mladih odprlo, pa posijalo sonce in verjamem, da bo tako tudi naprej. Hvala lepa. Lep pozdrav, ker je bilo že toliko govornikov, bom jaz zelo kratek. Rad bi samo izrazil veliko občudovanje in priznanje klubu goriških študentov, da je uspel to prireditev storiti tradicionalno, da je postala mednarodna. S tem, ko so padle meje v tem smislu, da ni več kontrol, začenjajo padati meje tudi v naših glavah. Pri mladih vidim, ne samo tukaj v Sloveniji, ampak tudi vse povsod po Evropi, gre s tem procesom najhitreje. Mladi so najbolj dojemljivi za novo, za inventivno, za ustvarjalno in to poslanstvo je sedaj tukaj v teh 9 dneh še posebej v vaših rokah. Jaz upam, da se na nek način te odgovornosti tega poslanstva zavedate in da z nekimi vizijami že gledate v prihodnost. Gorica je tukaj na enem mestu, ki lahko da ne samo slovenski ali pa italijanski, ampak širši evropski javnosti bolj jasna, bolj prepoznavna sporočila o sebi, o svoji identiteti in kdo bi lahko znal bolj inventivno pogledati v prihodnost, kot znajo to mladi ljudje in to se bo gotovo dogajalo tudi v teh dneh. Zdaj bo pa dovolj besed in če se bo gostitelj, predsednik kluba goriških študentov strinjal in gospod župan tudi, bi prerezali tale trak in v bistvu pravzaprav se ne strinjate? Vi tudi ne? Imate vi besedo? A potem bom jaz utihno, ker imajo ženske zadnje besedo. Prosim.
da se vidi, kdo kaže. Torej, mesto mladih se uradno pričenja zdaj in danes, v resnici pa dejavnosti tečejo že kar nekaj časa. V galeriji Negova na Nemca v Biljah je 3. leto zapored pod okriljem kluba goriških študentov potekala likovna kolonija, letos prvič v mednarodni zasedbi. 13 umetnikov je ustvarjalo podobe v glini, kamnu, lesu in drugih materialih in njihova dela so danes na ogled v Rotundi. Preden si jih ogledamo, pa bo o umetninah, umetnikih in koloniji govorila Maja Vrčon. Izvoli. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Moramo gledati mikrofon. Hvala, super. Danes smo slišali že dosti velikih in pomembnih besed. Zdaj pa, kar se meni najbolj zdi pomembno, je to, da boste ploskali, ko jaz preberem ta imena. To so vsi udeleženci kolonije. In mislim, da se vsi zaslužijo en močen aplavz, kar so super, no. Saj vidite sami izdelke. Kolonije so se udeležili Gorazd Prinčič, Nika Šimac, Tomaž Zarifa, Jernej Humar, Ana Žerjal, Janko Petrovič, Gorski Kabadaja, Pablo González Velasco, Aleksandru Moraru, Jaša Remec, še, Matej Vočanec, Jure Markota, Mercedes Alvarez Ceballos, Nina Bric in Katja Horvat. To je to. Mislim, da sami vidite rezultate in da sami lahko precenite, kam bi se lahko vlagalo denar še naprej. Zahvala gre seveda vsem sponzorjem, vsem, ki so pomagali pri koloniji, to tisti že vejo, ki so. In pa seveda družini Nemec, ki nam je omogočila, da smo lahko sploh speljali kolonijo, nam je ponudila prostor in vse. Če sem kaj pozabila, se opravičujem, sem koga žalila tudi, tako da lepo se imejte, upam, da boste uživali ob izdelkih iz kolonije.